Ni šlo do vrha. Gremo še enkrat na greben tole posnet. Živijo, živijo! Peter z vami, dobrodošli na kanalu V naravo. Danes gremo pa na prvo zimsko pravljico v sezoni 24-25. Ajde, akcija! Tudi 4x4 se ustavil. Ni šlo do vrha. Kljub 4x4 pa vezice, pa ne vem kaj še vse vezice smo takoj potrgali. Tamle pa zdaj pa fantastičen sončni vzhod. V glavnem smo se mogli ustaviti in gremo peš. Kot vidite, se počasi dani. Za mano se dela, oziroma za nami se dela vrhunski sončni vzhod. Mi pa smo v Savinjskih Alpah in sicer pod planino Podvežak. Plan pa je bil, da gremo na Lučki dedec. Malo nas je presenetilo, ker je toliko snega. Včeraj je bilo rečeno, da ga je samo 15 cm, tukaj ga pa si ga ziher 30. Tako da bomo videli, kako bo, ampak gremo malo po Škuški planoti pogledati. Pejte zraven. Ja, z mano sta pa še Gorana, prvič na kanalu, pa strmaček Dare. Kaj pa to? Ne bo brez oblačka, takle sončni vzhod, pa gaženje po svežem snegu. Še je treba tole posneti. Res je neverjetno. Malo smo se že ogreli. Ojej, kakšno srečo imamo mi. Po neki dobre pol urce smo prišli na izhodišče. Zdaj gremo še proti planini. Potem smo pa v bistvu še odločili, do kje bomo šli. V osnovi, oziroma to, kar smo načrtovali, mislim, da nam ne bo šlo skozi, ker tale sneg nas kar upočasnjuje. Bomo videli, ali bomo šli kajle proti Moliški planini, ali pa bomo gor na desko zavili, pa šli proti krožno pot semle dol, nazaj do izhodišča, oziroma do tega izhodišča, ki je original izhodišče, ali pa kakšno tretjo varianto. Bomo videli. Malo izziva, ne? Pogled proti Savinjskemu koncu, takole gor je Dleskovec, pa
tle Skoška planota, tole je planina Podvežak, teli vrhovi gor so, pol Deska pa še nekaj. In tukaj mogoče bomo krožno delali. Ja, tole dol sta pa Gorana pa Dare. Še pogled proti Veliki planini. Pa proti Štajerske, ne. Ko bomo tlele na planini Podvežak čisto nove table, bomo pogledali tole, se pravi, če ima tabla takle trikotnik, pomeni, da je pot zahtevna. Če ima pa noter še klicaj, pomeni, da je pa zelo zahtevna. Tukaj, ker ni pa nič, je pa pot tehnično lahka. Ti pa hojo po takelem nezgaženem snegu, pobere kar precej več energije, kot pa hoja po kopnem, a ne. Sigurno te upočasni za, recimo, okroglo dvakrat, pa se dvakrat več energije ponucaš, tako čez palc. Po taklih zasneženih poteh, če greš prvi, je fejst, da tudi približno veš, kako gre pot. Dare pravi, da gre tamle desno, jaz pravim, da bi šli tlele gor, pa malo višje pol desno. So pa markacije narisane po drevesih, takole pozimi zlata vredne. Slabi naredil. Zdaj prihajamo pa na razpotje, ker smo odločili, da gremo tamle levo gor proti Deski ali desno proti Molički planini. Sicer mi je zanimivo tlele, da ni markiran gor proti Deski pa proti vodotočniku, oziroma da ni tabel, ampak mi gremo kar gor, smo se odločili, da bomo pol krožno delali čez Desko. Če bo Dare zdaj tamle ven splezal, no. Zgoraj izgleda pa kar piha, vse oblaki tako kažejo. Smo šli pa zdajle tukaj po eni taki senčni grapi, pa je malo pihalo. Piše kar mraz, ke pa se. Tako da se zdajle sklenila, da tle na sončku počakava Gorana. Ke da se imaš dobro. Tukaj je precej lažje hoditi, ke je spihan, ampak upam, da bo veter še malo počakal, ker ni prav nič toplo. Kar dober razgled, ne. Tole pa še naprej. Tule gor pa gremo. Da je pa tukaj prav zabavno iskati, kje je čim manj spihan, oziroma kje je čim bolj spihan, ker tam, kjer so zameti, se pa čez kolen z lahkoto gre noter.
Zdaj pa počasi prihajamo na sedlo, ampak se bomo malo preustavili, ker tukaj še ne piha, gor pa ziher piha. Po ene pavzi se naredili, ne. Evo, mi smo se najedali, malo odžejali, zdaj pa gremo Ojstrico pa planjavo pogledati. Tukaj, če prišli naravnost dol, čez ene 15 minut smo na jezeru Vodotočnik, mi pa tlele levo zavijemo. Ne se bati, se bom še pokazal tale razgled. Evo ga, dobrodošli na deski. Tole desno je veliki vrh, pa velika zelenica, veliki travnik, nekaj takega. Pol imamo Ojstrico, planjava, zadaj se grintov cvit, pol tam levo je Dolgi hrbet, Kalaški greben, pardon. Pol je pa tole, tukaj so pa Kompotela, pa vrh Korena, spodaj je pa Kamniška Bistrica, pa kele proti Ljubljanski kotlini. Zdaj pa še v drugo stran malo pogledamo. Tole dol se Snežnik vidi, pa čez Dolenjsko, pa smo na Štajerskem. Kakšne nori pogledi. Pa proti Koroški. Tole zadaj se vidi pa Raduha. Zdaj pa bi jaz še spet bi odprla Gremo še enkrat na greben tole posnet. Takle pogled pa res se ga splača večkrat. Tako Dare. Je tako. Noro. Kaj nas danes dan razgledajo? Tole pa velika planina, kar na pladnju. Kakšna pravljica je tle. Zdaj smo pa že na vlaku prišli, malo višji, se nam je z desne priključila ena nemarkirana pot iz Vodotočnika, iz jezera. Mi pa zdajle poteli vlaki dol, do še ene planine, pol pa po cest, pol smo pa že na cestno. Smo prišli do planine, tukaj je tudi cesta in tle gremo zdaj levo. Zdaj prihajamo pa
do originala izhodišča in tle se naš krog zaključuje, samo še do avta in to je to. Nismo pa na tak fantastičen dan srečali nikogar. In tudi tukaj zdaj ni videti, da bi še kakšne sledi bile od kakšnega drugega. To je res taka zimska pravljica, svež sneg, sonce. Smo se glih pogovarjali, kakšna pokluka, Komna in tam okoli mora se trti ljudi. Takole pa greš samo malo out of the box, ne, malo greš malo neko malo manj vsakdanjo turo, ni pa nikogar. Kako si to ocenila, 3 do 4? Ja, verjemi. Ko sem na Triglav šla, sem skila. Sendviča ni mogla več. Ja, kupila. Fige so bile pa zmrznjene, ne? Ja. Zdaj pa dare malo zajem. Izstopamo iz pašnikov, imamo še ne dobrih 5 minut do avta. Počakal si me. Še zaključek nam je ostal, ne? Dare, vem, da bo veliko povedal, mogoče še pa tudi, da so tudi Gorana kaj skoražila, Ja, bom kaj tudi povedala. zgovorna punca. Ja. Drugače pa super tura, jaz sem ful užival. To je to. Ja, smo vsi. Ja, bilo je fenomenalno. Hvala, Peter, hvala Dare za to čudovito zimsko pravljico. Je bilo zame bilo naporno in hvala, ker ste se meni prilagodili. Tako da z veseljem se pridružim ponovno. Ja, nisem nama hotela prilagoditi, pa sem mogla pa midva. Ja. Kdo se bo kot moški, ne? Ja. Ja, Ja. tura Drugače, je bila dobra. Snega je 700, bilo, 700 ja. višinca, gaženja 10-11 km. tura drugače enostavna, tehnično ful enostavna, ampak malo morate, tudi za zimsko turo sploh ni problema, ampak malo morate pa vedeti, ne, če včeraj deževalo, pol snežilo, pol naslednji dan mogoče ni za iti, sploh če malo več snežilo, zaradi mogoče kakšnega plazu, čeprav tukajle jih po mojem težko, da so, no. Ampak vseeno, kakšen tam februar, marc, ko je pa malo že poseden sneg, pa ko je trdo, pa tlele, mislim, res uživancija. Pa ko je še več snega. In vreme je bilo ful dobro. Ful, res, to ste pa videli razgledi, Kičasto. noro. Fenomenalno. Tako da super. Lepo, da ste ostali z nami do konca. Pejte v naravo, uživajte, lepo se imejte, pa radi se imejte, mi se pa kmalu vidimo. V Čau! naravo. Čau. Čau.